Dobri čevlji in trenirka, to je vse, kar potrebujete za freerun. No, pa tudi gibčnost, zdržljivost in pogum. Tega pa imajo na pretek mladci iz Maribora, ki že nekaj časa skačejo čez ovire in delajo salte. Zbirajo pa tudi padce, zato nikar ne počnite tega sami doma. Ne, to ni film, to je freerun. Sicer je res, da ga obvladajo filmski kaskaderji, ampak prav dobro gre tudi mladim v Mariboru. S tem sem se začel ukvarjati, ker imam rad občutek adrenalina. Tega ne znajo vsi, kaki punci je ziher, kaj všeč. Ker je moj brat začel freerunati, pa to je tudi moja želja. Gledal sem pač tudi video na YouTubeu, potem pa sem videl tej freerun. A zato, da med tekom po namišljeni poti, kot bi bežal pred nasprotnikom, premagaš vse ovire in pri tem uporabljaš še gimnastične elemente in salte, je treba pridno trenirati. Treniram tako s prijatelji, tudi sam. Gremo pa na igrišča, telovadnice, tudi na travo, ampak ko je sneg, sneži oziroma dežuje, smo pa ponavadi kje noter. In ko enkrat začneš trenirati, hočeš vedno več, pravijo fantje. Moraš narediti, jaz moram narediti. Rad bi dosegel, da se naučim čim več novih trikov, pa da obvladam svoje telo. Freerun se je razvil iz treninga francoskih vojakov, tako padci med skakanjem in plezanjem niso nobena redkost. Poškodoval sem se tu na noge, salto naprej sem bil. Od začetka so starši menili, da je to nevarno, ampak mi zdaj vedno bolj zaupajo, da ne delam takih nevarnih stvari, ki nisem siguren, pa če nisem siguren, več tega ne naredim. Posebnost športa ali načina življenja pa je, da se v njem ne tekmuje. Bistvo je namreč v povezanosti.